Spoštovani, vsi zbrani, pravzaprav ni kaj dodati. To je Slovenska ljudska stranka. Pred 2 mesecema smo v Novem mestu izpeljali en čudovit spravno-prenovitveni kongres. Danes smo bolj enotni in verjamem, da bomo na tej osnovi postali bolj močni kot kdajkoli doslej. In zato, ker danes ni to več stranka enega človeka, s kakršnim koli že imenom, želim, da se mi tu pridružijo moji najtesnejši sodelavci. Modest Motaln je moj prvi podpredsednik, izvoljen na kongresu, mlad 29-letnik naših let, pred 30 leti v tej dvorani. In Modest Motaln Modest je naša nova generacija. Toliko, kot je med gospodom Ivanom Omanom in mano in nami, ki smo bili takrat mladi, je tudi med nami in Modestom sedaj, približno tam okoli 30 let. Modest bo prevzel aktivnosti, da bomo zapolnili ta manko mlade generacije od 16 do 30, 35 let. Šel bo, kot je rekel, če bo treba, malo po svetu, po svetovnih univerzah, po izkušnje iz politike, gospodarstva, po izkušnje, kako mlade z današnjimi problemi, današnjimi vprašanji privabiti v aktivno politično delovanje. Podpredsednica in predsednica Ženske zveze pri Slovenski ljudski stranki, Suzana Lara Kraus. Suzana, mnogi jo poznate, je trdno peljala tudi v težkih časih sedaj organizacijo, aktivno vodi Žensko zvezo, vodila je slovensko delegacijo na kongresu Ženske zveze pri Evropski ljudski stranki, predstavlja to žensko dimenzijo, ki jo želimo ne predvsem preko kvot, ampak preko aktivnega dela in dejanskih pooblastil, ki naj jih ženske dobijo v naši politiki, v naši družbi, jo želimo vnesti tudi v slovenski politični prostor. Torej, Suzana Lara Kraus, aktivna desna roka in prva ženska v Slovenski ljudski stranki. Franci Bogovič, uspešen evropski poslanec Slovenske ljudske stranke. Franci Bogovič ima dolgoletno kilometrino. Krško je Krško, ni katerakoli slovenska občina, uspešna, trdna, sedaj uspešen evropski poslanec, nosilec naše prihodnje evropske liste ali skupne liste, nosilec našega dela skupne liste z Novo Slovenijo, kakršnakoli že bo odločitev. Trdno verjamem, tudi prihodnji evropski poslanec, vsaj eden na listi Slovenske ljudske stranke, ni nujno, da edini, torej uspešen tudi s priznanjem Evropskega parlamenta za uspešno delo na svojem področju. Med nami je tudi profesor dr. Ludvik Toplak, predsednik Partnerstva za prihodnost. Profesor Toplak, kot je bilo že v začetku rečeno, vodja najuspešnejše zasebne znanstvene oziroma izobraževalne visokošolske ustanove v Sloveniji, Alma Mater Europaea, danes pa v prvi vrsti
kot predsednik Partnerstva za prihodnost, kot verjetno temeljno obliko delovanja Slovenske ljudske stranke na poti k cilju, cilj pa je, da bomo slej ko prej zmagali. Profesor Toplak že organizira skupine ljudi iz različnih področij. Tako kot je danes, na primer, med nami dr. France Arhar, ki bo v Partnerstvu za prihodnost vodil področje financ in monetarne politike, bodo ugledni gospodarstveniki vodili to področje, ljudje na področju zdravstva, šolstva, vsak svoje področje, zunanje politike, notranje politike, zato da oblikujemo dobre rešitve, ne ekskluzivno za sebe, ampak zato, da Slovenija pride do dobrih rešitev in tako, kot je rekel prej gospod Ivan Oman, da bomo potem lahko vsi skupaj s temi rešitvami dobro delali tudi za Slovenijo. Zdaj pa še par misli, kot je bilo rečeno, ni veliko za dodati. Danes goduje sveta Barbara. Sveta Barbara, veste, je zavetnica rudarjev, pa tudi zavetnica kmetov in številnih obrtnikov. Prav kmetje, obrtniki in podjetniki so tisti, ki s svojim delom in z delom na svoji lastnini zagotavljajo preživetje sebi, svojim družinam, družinam zaposlenih in zagotavljajo prihodnost države in naroda. Prav tem kategorijam, tem slojem in stanovom bo namenjena glavna pozornost Slovenske ljudske stranke v prihodnje. In tu dajemo eno zavezo, da bo Slovenska ljudska stranka vztrajala, da se kmetom, obrtnikom in podjetnikom omogoči, da so obdavčeni pavšalno, da se jim torej ni treba ukvarjati z nepotrebno administracijo, birokracijo, za katero niso krivi državni uradniki, pač pa tisti, ki delajo take zakone, da se mnogi obrtniki, podjetniki in kmetje več ukvarjajo s papirologijo kot svojim delom in razvojem svojih dejavnosti. Ena od stvari, ki je pomembna za to, da kot država, kot narod in kot ljudje lahko preživimo, je seveda hrana. In spoštovani kmetje in vsi drugi, ki ste tako kot takrat pred 30 leti tudi danes napolnili to dvorano, pomembno je, da se vzpostavijo pogoji, da bo lokalno pridelana hrana lahko prišla v naše javne zavode, da jo bodo naši potrošniki po sprejemljivih cenah lahko kupili, da bodo kmeti, ki jo predelujejo, vedeli, da jo bodo lahko prodali in jo bodo zato tudi imeli, se bodo odločali zanjo, bodo zagotavljali delovna mesta na podeželju. V primeru kakršnih koli kriz ali stisk bomo imeli zagotovljeno samooskrbo, prehransko varnost, ki je ena od temeljnih stvari, če pride do kakršnih koli nepredvidljivih zadev, vemo pa, da se svet obrača tako, da je teh veliko. In druga stvar, gozd in les, naše neprecenljivo naravno bogatstvo, naša najpomembnejša surovina. Slovenska ljudska stranka želi, da bi tako kot je doktor Pohleven to izjemno lepo v Zagorju ob Savi predstavil pred nekaj tedni, da bomo les znali uporabiti kot našo strateško surovino za gradnjo, za naše hiše, da bo ekološki sklad sofinanciral te stvari iz lesa, to, kar je pri nas doma, ker je dobro za naše gospodarstvo, za naše kmete, za okolje, za zrak in da se tudi odpadki uporabijo za energijske optimalne stvari, vendar ne na način, da onesnažujejo naše okolje, kar se žal sedaj pogosto dogaja, ampak z najmodernejšimi tehnologijami, da bomo tudi na tem področju
z določeno obliko samozadostnosti izkoristili potencial te surovine, našega znanja in volje in na tistih okoljih, kjer imamo gozd in les, tam ustvarjali delovna mesta. Ne da se sedaj vozijo v te državne centre ljudje povsod iz podeželja, čeprav bi lahko tam ostali, živeli, ustvarjali svoje družine in imeli zagotovljeno dolgoročno perspektivo. In še eno temeljno sporočilo današnjega dne. Jaz sem izjemno vesel, da nam je spregovoril Ivan Oman. Mi sami vemo, kaj je pomenil za osamosvojitev in demokratizacijo Slovenije. In izjemno sem vesel, da smo skupaj dočakali ta trenutek nekega brstenja nove pomladi, pomladi, ki nikoli ni delila, ki je vedno povezovala. In izjemno sem vesel, da je med nami gospod profesor Boris Pahor. Verjetno ne veste, z gospodom Borisom Pahorjem že dolgo prijateljujeva, večkrat sem tudi pri njemu doma v Trstu, nad Trstom, in izjemno sem vesel, ko mi je ob eni priložnosti sam rekel, gospod Marjan, vrnite se vi k Kreku, k krščanskim socialcem, naredite tudi krščanske socialce. Občutek za socialo, za socialno pravičnost, solidarnost, vzajemnost, to je v temelje utkano v zavest slovenskega človeka. In sem rekel, res, profesor, bomo to naredili. A ste pripravljen biti častni predsednik krščanskih socialcev pri nas? Je rekel, sem pripravljen, če boste to naredili. S tem napovedujem tudi ustanovitev krščanskih socialcev kot pomembnega krila Slovenske ljudske stranke in še v eni stvari bi se obrnil na profesorja akademika Borisa Pahorja. On je simbol borbe proti nacizmu, fašizmu in komunizmu. Preživel je vse te totalitarne sisteme in danes govori brez sovraštva, brez mržnje. Ampak razlaga, enkrat mi je rekel, več po Italiji kot v Sloveniji, ker me manj povabite v Slovenijo kot v Italijo, govori o tem, kakšna je nevarnost ponovnega vzpona totalitarizmov, posebno fašizma. On je tudi predstavnik tistih ljudi, ki na Primorskem spoštujejo partizanski boj. In na Štajerskem, in drugje v Sloveniji. In pomembno je, da tudi Slovenska ljudska stranka gre ponovno po tej poti, ki smo jo začrtali pred več kot 25 leti z našo prvo kongresno deklaracijo, da spoštujemo vse, ki so se v slovenski zgodovini borili proti nacizmu, fašizmu in komunizmu. In da povemo, da je prav, da vemo, da je velika večina ljudi šla v partizane zato, ker so hoteli osvoboditi Slovenijo izpod tujih okupatorjev, zato se jih ne more kar počez in vse obsojati za množične izvensodne povojne poboje. In prav tako, da povemo, da je velika večina tistih, ki so se odločili za protikomunistične formacije, za vaške straže in druge načine delovanja, ki so na tej strani prijeli za orožje, da verjamemo, da jih je velika večina naredila to izključno zato, ker so želeli zaščititi svoje očete, svoje domače, svoje domove, ko so prihajali komunistični revolucionarji in v začetku druge svetovne vojne in kasneje je kar noč vzela močne kmečke gospodarje, obrtnike, duhovnike. Zato ni prav,
da bi te, ki so se tako odločili, kar počez obsojali za kolaboracijo in izdajstvo. Prav pa je, da na eni in drugi strani tisti, ki imajo krvave roke, da za to odgovarjajo. Ampak teh je tako majhen delež, da je prav, da naredimo to simbolno, kot bi rekel prijatelj Vest, spravo z resnico. Spravo z resnico. Resnica nas bo osvobodila. In Slovenska ljudska stranka, če kje, ima tu svoje poslanstvo. In jaz sem vesel, da nas je nagovoril naš predsednik Borut Pahor. Lahko se v čem z njim ne strinjamo, ampak treba mu je priznati, on je tu dosleden. Slovenija ne bo več imela takega dolga leta in ga še nikoli imela, takega predsednika, ki prihaja iz leve politične opcije in je glede teh vprašanj tako jasno in odločno postavil prave besede. In se mu tudi njemu ob tej priložnosti za pozdravne besede in za njegovo držo zahvaljujem. Mimogrede, gospod Boris Pahor bo tudi na razpolago, zdaj, ko gremo proti koncu, nam bo še v predverju, tako kot tudi naši folkloristi in drugi, zato da boste lahko tudi vsi v okviru ur, kot smo rekli, izpeljali svoj program, bo tudi on, verjamem, kot drugi, tako iz današnje dvorane, kot tudi iz časov izpred 30 let v nadaljevanju spregovoril še marsikaj v predverju. Zaključil bi, ker sem rekel, da pač ni veliko povedati, pa še ogromno stvari bi lahko povedali. Torej, jaz verjamem v uspešno pot Slovenske ljudske stranke. Lejte, ta slika to kaže. Ta slika je podobna skoraj da sliki izpred 30 let. Slika optimizma, slika upanja. Lejte, takrat smo morali se upreti nekim stvarem. Ni se vedelo, ali bomo šli domov, ali nas bo med potjo domov ustavila policija in odpeljala kam drugam. Danes se zdi to drugače, toda takrat je bilo to tako. In tudi danes želimo povedati, da ko se dogajajo krivice, ko je na primer ravnatelj Merc v postopku obsojanja, postopku tožilstva in sodišča, zato ker je zaščitil dve učenki, ki sta ga dva fanta, ki sta ju spolno nadlegovala, je sedaj v postopku. To je nesprejemljivo. Zato mi sporočamo, borili se bomo za zaščito tistih, ki ščitijo naše otroke. In je prav, da čutijo, ne glede na to, a smo si tako ali drugače blizu ali bolj narazen, da bodo našo podporo imeli vsi tisti, ki se borijo za prav, za pravico, kot se je boril Franc Kangler v Mariboru in se še bori, kot se bori Joško Joras, ki je med nami in danes ostaja sam. In še mnogo jih je med vami in izven te dvorane, ki bi si zaslužili omembo, ampak jaz naj rečem ob koncu samo to, vesel sem, da smo danes tukaj, polni optimizma, dogodek je bil pa tako velik pred 30 leti, da dajemo pobudo izjemno močni svetniški skupini Slovenske ljudske stranke, ki jo vodi gospod Marjan Mavčec, da da pobudo, da se ulica, Nazorjeva ulica, preimenuje v ulico slovenske demokracije. Torej, srečno vsem, iskrene čestitke županom, županjam, svetnikom, vsem, ki ste delovali tako ali drugače na teh in vseh prejšnjih volitvah. Hvala vsem dosedanjim predsednikom Slovenske ljudske stranke. Mi smo si v Novem mestu pogledali v oči, si odpustili drug drugemu in gremo enotni naprej. Želimo, da tako gre enotno naprej tudi Slovenija. Bog živi Slovensko ljudsko stranko. Bog živi Slovenija.